Mi smo danes zbrani vsi, se pravi 4 partnerji, predstavniki partnerjev, ki smo skupaj po referendumu, ki je nakazal smer, ki si jo želimo Slovenke in Slovenci, se lotili še enega pregleda obstoječega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in za upoštevanjem vseh pomislekov, komentarjev in pripomb, ki smo jih vsi dobili v teku referendumske kampanje, smo zakon še enkrat si vzeli kar nekaj časa, ga še enkrat zelo resno premislili, dodali še dodatne varovalke in zdaj imamo zakon pripravljen, da bo po današnji tiskovni konferenci objavljen na spletnih straneh vseh 4 partnerjev, se pravi vseh strank koalicije in društva Srebrna nit. Bo ga možno videti, komentirati in v nadaljnjem procesu zakonodajne obravnave bomo, če bo prišlo še kakšno mnenje, ki bo relevantno ali pa dobro za ureditev, ki jo želimo, lahko tudi to še upoštevamo. Predvidevamo, da bo zakon vložen tudi v zakonodajni postopek že v januarju, takoj za vložitvijo zakona o zdravstveni dejavnosti. Vnesli smo kar nekaj dodatnih varovalk, ampak mogoče bojo o tem kaj več lahko povedali tudi še ostali koalicijski partnerji in predvsem tudi predstavnik Srebrne niti. Kar je pa zelo bistveno, je pa to, da ta zakon več ne govori o evtanaziji, ampak izključno o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, in evtanazijo smo v celoti izključili. Se nam je zdelo to tudi pomembno, da tudi damo vedeti vsem ljudem, ki so imeli resne pomisleke in strahove okoli tega, da zdaj tega več v zakonu ni. So tudi še nekatere druge spremembe, ki so prav tako pomembne, naprimer to, da smo malo objektivizirali tudi to, kaj pomeni to neznosno trpljenje, ker tudi okoli tega je bilo veliko pomislekov in menimo, da je zakon zdaj v taki obliki, da bi lahko tudi tistim nasprotnikom predstavljal neko rešitev, o kateri mogoče ni potrebno več strašiti ljudi.